Lokalne volitve 2018. Dober dan, cenjene poslušalke in poslušalci, poslušate Radio Robin, Erika Koncut vas lepo pozdravljam. Nadaljujemo niz soočen kandidatov za županska mesta. Danes v studiu kandidati za občino Kanal ob Soči. 3 se potegujejo za krmilo kanalske občine. Če gremo kar po vrsti, kot ste navedeni v volilnem razglasu, pod številko 1 Andrej Mafi z vrst SLS, podporo stranke SDS, NSI in Zveze za Primorsko. Dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav. Pod številko 2 Bojan Marinič, neodvisni kandidat iz liste za zdravje in kakovost bivanja. Dober dan. Lep pozdrav. In pod številko 3 Tina Gerbec iz vrste SDS, podpora stranke SMC, stranke Alenke Bratušek in Desus. Pozdravljeni. Pozdravljeni. V tej uri pred kosilom, kot rečeno, bomo na mizo postavili vaše poglede, rešitve, izzive, ki vas čakajo v primeru, da boste izvoljeni. Do volitev nas čaka le še 12 dni. Najprej pa k pravilom današnjega soočenja. Za odgovor na posamezno vprašanje imate na voljo 1 minuto, za repliko, če ste direktno pozvani, 30 sekund. Tako predlagam, da ne izgubljamo dragocenega časa, pa prvi krok namenimo vašim kratkim osebnim predstavitvam. Zanje imate 30 sekund časa, pa kar po vrsti, kot smo prej omenili, kot ste razporejeni v razglasu, pričnemo kar pri vas, gospod Mafi. Izvolite. No, lepo pozdravljanje, volivke in volivci. Sem Andrej Mafi, višji medicinski tehnik, 12 let že opravljam delo župana. Z veseljem sem se odločil tudi za 4. kandidaturo, ker vidim, da se da marsikaj v občini narediti, spremeniti. Zadovoljen sem s preteklim delom. Z družino živim doma, v domači občini, zato mi je tudi skrb zelo za okolje in vse zelo pomembna. Dobro, hvala vam, gospod Mafi. Gospod Marinič, kako bi se pa vi predstavili? Sem Bojan Marinič, rojen 5. septembra 1970 v Šempetru pri Gorici. Svojo družino, ženo in 2 otrokoma živim na Gorenjem polju. Po izobrazbi sem diplomirani inženir strojništva, zaposlen v Hitu 25 let. Za župansko funkcijo odločitvo sem se odločil zato, ker vidim, da je čas za spremembo ljudi na čelu občine in pravzaprav tudi občinskega sveta. Hvala. In nazadnje še vi, gospa Gerbec, izvolite. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Sem Tina Gerbec, prihajam iz Srednjega, to je majhna vas v krajevni skupnosti Kambreško, trenutno pa živim v Kanalu. Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana politologinja in trenutno opravljam delo direktorice območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica. Sem tudi občinska svetnica zadnja 4 leta in na podlagi izkušenj in znanj, ki sem jih v teh 4 letih pridobila, ugotavljam, da lahko za občino Kanal naredimo več. Hvala za te kratke predstavitve. No, da razbijemo to nervozo pred soočenjem, cenjeni kandidati, smo za vas pripravili kratek kviz, vprašanje o poznavanju občine. Izžrebali boste vprašanje in na nje seveda poskušali odgovoriti. Seveda vam bomo tudi namignili kakšen odgovor, če ne bo šlo. Tokrat pričnemo pri vas, gospod Marinič. Izvolite izžrebati vprašanje, pa preberite na glas. V kanalski občini se lahko pohvalite s posebno legendarno osebnostjo. V enem dnevu je na avtoštop prepotovati 10 držav, v 10 dneh kar 31 držav. Pohvali se lahko z več kot 420 000 km dolgo avtoštoparsko kariero. Kdo je to? Miran Ipavec. Odlično. Pa nadaljujemo z vami, gospa Gerbec. V času ilirskih provinc se je mimo kanalskih krajev s svojimi četami pomikal tudi Napoleon. Kje sta se ohranila 2 kamnita mostova, ki so jo ljudje poimenovali po Napoleonu? To sta pa Napoleonov most v Ajbi in v Desklah. Odlično, super. In še za vas, gospod Mafi. Ja, še najtežje vprašanje. V nekdanjem kanalskem gradu je prenočila znana oseba. Katera? Napoleon. Pa konja so njegovega tudi tam zakopali. Odlično, torej ste zelo dobri promotorji občine. Soočenje nadaljujemo po skladbi. Takrat boste slišali vprašanje s terena, osebnosti, ki je doma iz vaših koncev.
Poslušate soočenje kandidatov za župana v občini Kanal ob Soči. V našem studiu so vsi trije, ki se potegujejo za krmilo občine: Andrej Mafi, Bojan Marinič in Tina Gerbec. V preteklih minutah smo razbili led, sedaj pa se poglobimo v konkretna vprašanja, ki zadevajo razvoj občine. Prisluhnimo vprašanju nam poznane osebnosti, ki se lahko pohvali z rekordom v dolžini govora v državnem zboru, doma pa iz vaših koncev. Pa prisluhnimo. Jaz sem Ivo Hvalica. Živim sicer v Solkanu, ampak sem pristen kanalc in sem zelo pogosto v Kanalu in zanima me, zakaj se, vsaj kar se tiče infrastrukture, daje predvsej poudarka Desklam, Globnemu, Rodežu, ne pa v Kanalu. V Kanalu bi bilo potrebno marsikaj postoriti in je potrebno torej tudi urediti parkirišča, naprimer pri slaščičarni Rafaelo, kjer puščajo ljudje na neurejenem parkirišču vozila, ko se grejo kopati v Soči, in občina ne naredi nič, da bi se to uredila. Torej, zanima me, kaj o tem mislijo kandidati. Gospod Mafi iz vrste SLS in podpore SDS, NSI in Zveze za Primorsko, izvolite odgovoriti. No, glavna žila skozi občino Kanal je državna cesta in po dolgih letih smo uspeli na najbolj kritičnih točkah le nekako prepričati državo, da je to uredila. In Rodež, Globno smo urejali mi, skozi Deskle je bila že prej cesta urejena. Velika cokla je še kanalska obvoznica, ki se zdaj projektira in se pripravljajo za odkupe zemljišč. Ta bo rešila veliko problemov v Kanalu, tudi veliko novih prostih mest parkirnih bo dala. Pod Gorenjo vasjo urejamo tudi parkirišča pri kampu, drugače je pa Kanal zelo stisnjen in zelo omejen glede parkirišč. Potem na tržnici smo tudi usposobili kar neki, tam je še en travnik zraven, s katerim se lahko tudi začnemo z lastniki pogovarjati in širiti. Je pa res, da ko bo obvoznica narejena, bo skozi Kanal kar naenkrat nastalo občinska cesta in jo bomo lahko zožali in tudi več parkirnih mest ponudili. Gospod Mafi, hvala. Gospod Marinič iz Liste za zdravje in kakovost bivanja, beseda je vaša. Ja, prometna cesta skozi našo dolino je zelo obremenjena, kar je pokazalo to, da je v Rodežu bilo dosti nesreč in po dolgem času se je to brežino in cesto širilo. Nadaljuje se dela tudi pred vstopom v industrijsko cono, tle pred Rodežem, ne. Zdaj, pomembno je bil tudi te pločnik do Globnega, ne, kar po moje je prav, ne, zato ker tudi so določeni otroci, ki hodijo v šolo, ne. Kar se tiče pa parkirnih mest v Kanalu, jaz mislim tako, da je potrebno avte spraviti iz Kanala ven, ne, in tista jedra, center Kanala in pa Rafaelo oživiti, to bo pa obvoznica naredila tako ljudem prijazno obvoznice, ki naj bi šla pred pokopališčem noter, ne pa pripeljati obvoznico do Kanala in pole samo čez reko Sočo. Gospod Marinič, hvala. Gospa Gerbec iz vrst SD in podpore SMC, SAB in Desus, izvolite še vi. Ja, najlepša hvala. Gospod Hvalica je postavil zelo zanimivo vprašanje. Jaz moram reči, da zdaj, ko že teče volilna kampanja, hodim po celi občini, predstavljam svoj program in moram reči, da večkrat slišim strani ljudi, da je to pa drugo območje zapostavljeno, da se vlaga bolj v dolino kot recimo v podeželje. Jaz mislim, da je potrebno tu ta sredstva tako razporediti, da se vlagajo tako v Kanal kot v Deskle in pa tudi seveda ne smemo pozabiti na podeželje. Kar se tiče parkirnih mest, je dejstvo, da jih Kanal potrebuje. Če želimo razvijati kvaliteten turizem, vidimo, da imamo tekom poletja zelo veliko turistov, kopalcev, ki nimajo kam parkirati in to se strinjam, da je potrebno ta parkirišča urediti in zato si bomo prizadevali, ko bomo izvoljeni. Gospa Gerbec, hvala. No, o obiskovalcih Kanala bomo tudi v naslednjih minutah spregovorili. Dotaknemo se turističnega področja. Ostanite v naši družbi. Kandidati za župansko mesto občine Kanal ob Soči so danes v našem studiu. Sedaj se bomo osredotočili področju turizma. Uresničile so se napovedi poznavalcev turističnih trendov novinarja Draga Bulca, ki nam je pred 3 leti na 20. obletnici Slovenske turistične organizacije napovedal, da bo Slovenija doživela turistični boom. Tako se je tudi zgodilo. Pa pogledamo konkretno število prenočitev v Posočju. Recimo v Brdih je bilo letošnjega avgusta 7400 prenočitev, v Novi Gorici 27700, v Tolminu
terminov 46 400, v Kanalu pa zgolj 2069. Torej, kandidati, je to zamujena priložnost, glede na to, da je Soška dolina to poletje dobesedno pokala po šivih. Velika večina se je zapeljala skozi središče Kanala. Kaj boste storili, da bi ta val turistov ustavili v vaši občini, da bi povečali nočitvene kapacitete in ponudbo v občini, da vam denar, ki ga v destinacijo prinašajo turisti, ki se zapeljajo skozi občino, ne bi pozel iz rok neizkoriščen? Razvoj turizma gre po korakih, kar je dobro, da se lahko tudi vsa ostala infrastruktura, ponudniki, gostinci, sobodajalci, prodajalci spominkov, da se prilagodijo na ta val. Jaz mislim, da občina Kanal ni primerna za neko velik masovni avtobusni turizem, ampak bolj za butični, lovski, ribolovski, kulturni, športni. Mi imamo zelo znano športno ekipo v Kanalu. Tako da oblike turizma so lahko različne. Občina mora poskrbeti za prijazno okolje, za počiščeno okolico, pometeno, spluženo, urejene vrtce, infrastrukturo, kvalitetno pitno vodo in potem ponuditi posameznikom, da se lahko začnejo ukvarjati z gostinstvom, sobodajalstvom in z turizmom. Se pravi, jaz zagovarjam počasen, postopen razvoj turizma, da ne bi povzročil tudi kaosa, prej smo govorili o parkiriščih, se pravi, da moramo komplet teren pripravljati na razvoj turizma. Gospa Gerbec, iz vrst SD, izvolite. Ja, hvala za besedo. Jaz moram reči, da je razvoj turizma ena od prioritet tudi mojega programa in na tem področju menim, da mora občina Kanal ob Soči najprej pripraviti tudi celovito strategijo turističnega razvoja, okrepiti vlogo TIC-a, da bo profesionalno izvajal to nalogo razvoja turizma in potem v nadaljevanju na podlagi jasne in konkretne strategije tudi vstopiti v enega izmed zavodov za turizem, ki se oblikujejo širše, ali je to dolina Soče ali je to Vipavska dolina Nova Gorica. Hkrati pa ne smemo pozabiti na urejanje okolice, na parkirna mesta in tudi na spodbudo turističnim ponudnikom. Občina že razpisuje sredstva za spodbujanje razvoja gospodarstva in menim, da bi bilo smiselno tudi v tem razpisu nameniti sredstva za turistične ponudnike, da bodo lahko več gradili in več doprinesli tudi sami k turizmu. Hvala. Gospod Marinič, še vam. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz mislim pa, da občina Kanal je premalo naredila za razvoj turizma. Kot glavna žila, ki poteka skozi našo občino, bi se želeli najprej to, da bi ustavili te ljudi, da bi se 5 do 2 dni najprej ustavili v Kanalu. Manjka ponudba domače pristne hrane. Kako na kakšen drug način dobiti turiste noter? Mi imamo en tak predlog, da bi lahko z vložen denar, ki ga bi pridobili preko evropskih sredstev, tujci vlagali v naše opuščene domove, se pravi hiše na obeh straneh reke Soče in s tem pripomogli k temu, da bi se ljudje, ki niso navajeni turizma, samo brisača pa kopalke, prišli v našo občino in se ustavili v naši občini za par dni. Hvala tudi za vaš repliko na... Ja, na Mariniča. Izvolite, 30 sekund je vaše. Občina je premalo naredila. Občina 12 let, kar sem jaz tukaj, vem, da redno delamo, se tega zavedamo in največji projekt, ki je trenutno in pa tudi nekako replika na strategijo Gerbčeve, ki pravi, da je nimamo. Mi zdaj pripravljamo zeleno destinacijo, to je velik projekt, ki bo trajal cirka 1 leto in bomo pregledali skupaj z zunanjimi pregledovalci, ali smo zelena destinacija, green destination ali nismo. To bo tudi natančen povzetek stanja in pa usmeritve za naprej. Še kakšna replika? Izvolite, gospod Marinič. Gospod Mafi, jaz bi samo to rekel, da je samo zgled, rečemo, naša sosedna občina Brda, kako se razvija naša občina Brda in po moje, tak zgled, ko ima občina, po moje bi se mogli tudi na občina Kanal dosti izgledovati po županu občine Brda. Ok, najlepša hvala za odgovore. Takoj po skladbi še k enemu specifičnemu gospodarskemu spektru, obrtnim conam in skrbi za nova delovna mesta. Ostanite v naši družbi. Poslušate soočenje kandidatov za župana občine Kanal ob Soči. V našem studiu so vsi trije, ki se potegujejo za krmilo občine: Andrej Mafi, Bojan Marinič in Tina Gerbec. V preteklih minutah smo se osredotočili na razvoj občine in turizem, sedaj pa se poglobimo v obrtne cone in nova delovna mesta.
V zadnjem času so goriške občine močno pospešile na področju omogočenja razvoja gospodarstva in to s pomočjo obrtnih con in nižjim komunalnim prispevkom. Kakšno konkretno spremembo boste uvedli, da bi vašim občanom omogočili več podjetniških priložnosti in delovnih mest v občini, da vam podjetniki ne bi obhajali v ostale goriške občine ali še dlje? Kakšen zagon boste dali obrtni coni? Pa začnimo kar pri vas, gospa Gerbec. Ja, tudi razvoj gospodarstva je ena izmed prioritet mojega programa. Moram reči, da sem si na prvo mesto zadala prav začetek ureditve obrtne cone na ustrezni lokaciji. Poleg tega je pa s tem povezano še vse ostalo, kar sodi zraven. Kot po vzoru drugih občin bi morali tudi mi zagotoviti oprostitev komunalnega prispevka. O tem smo se tudi kot svetniki večkrat pogovarjali. Se pravi, oprostitev komunalnega prispevka novim podjetjem, ki bi želeli v tej coni graditi. Potrebno pa je biti pozoren tudi na vsa povišanja cen, ki se jih plačujo občini, recimo nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča, ki mora biti na takem nivoju, da je ugoden tudi za razvoj podjetij. Poleg tega je pa tudi s tem povezano javni razpis za spodbujanje razvoja gospodarstva, kjer je potrebno okrepiti več sredstev nameniti temu in tako privabiti tudi več podjetij. Hvala za odgovor. Gospod Mafi, izvolite besedo. 2 leti se že pripravlja na južnem delu Salonita, na območju Starega Anhovega se pripravlja podrobni prostorski načrt, ki bo uredil razmere tudi do stanovalcev, ki tam živijo, da ne bodo podvrženi hrupu in prahu. Se pravi, da tam se pripravlja neka gospodarska cona, rečemo mi, to je OPPN Anhovo. Lastnik večine prostorov je Salonit, tako da te zadeve mora sfinancirati Salonit. Mi pa kot občina samo peljemo postopke do soglasodajalcev, kar se pač prostorski načrti sprejemajo. To je zelo pomembno, ker želimo v naši občini ekološko usmerjene napredne tehnologije, zato mi je zelo pomemben tudi širokopasovni internet. Jaz računam, da s podjetjem Rune v roku pol leta bomo ta internet pripeljali. To je za sobodajalce, za pravnike, za prevajalce, za številne izobražene ljudi lahko prilika. Samo obrtna cona z veliko halo in z dimnikom, tega imamo mi kar zadosti, tako da bomo spodbujali tudi druge napredne obrti. Hvala za odgovor. Še vi, gospod Marinič, izvolite besedo. Jaz pa mislim, da občina bi morala prvo zagotoviti prostor, na katerem prostoru bi se poleg te obrtna cona uredila, oprostitev komunalnega prispevka. Problem pri naši občini je tudi to, da veliko ljudi, mladih, ki grejo študirati v Ljubljano in po Maribor, ne prihaja več nazaj. Ne? Problem v tem, jaz vidim tako, povzel bom besede danes, ki sem prečital notrika v časniku, ki je napisal novinar, ne, da mogoče se pa ne vračajo prav zaradi dimnika in zaradi kamnoloma. Hvala za odgovor. Po skladbi pa k skrbi za okolje. Vsi 3 kandidati to področje zelo poudarjajo v svojih programih. Kaj natančno bodo uredili, slišimo čez nekaj trenutkov. Poslušate Radio Robin, soočenje kandidatov za županski stolček Kanalske občine. O pregledu vaših programov ne moremo mimo tega, da vsi 3, gospa Gerbec, gospod Mafi in gospod Marinič, dajete močan poudarek skrbi za zdravo in čisto okolje. Brez dvoma moramo omeniti, da se Kanalska občina drži črn zaznamek iz preteklosti glede industrije azbesta in posledično obolenj. Ne moramo pa tudi mimo tega, da se občina usmerja v zeleni turizem. Nedavno ste podpisali za prisego za Green Destination. Da ima tudi občina to danost, da lahko izkoristi Smaragdno Sočo in okoliške kraje kot turistični produkt. Torej, kako boste konkretno poskrbeli za neokrnjenost svojih krajev, kaj boste storili za večjo ozaveščenost ljudi in podjetij o čistem zelenem okolju? Pa začnimo kar pri vas, gospod Mafi. Izvolite. Mi že, to ni samo predvolilna tema, to je že tema 12 let, ko se pač največjemu gospodarskemu subjektu gleda pod prste in se skrbi za to, da ne pretiravajo z onesnaževanjem. Mi opravljamo tudi neutralne meritve pri slovenskih akreditiranih, mednarodno akreditiranih inštitucijah, Kmetijski inštitut, Jožef Štefan, veterinarska fakulteta,
fakulteta, tako da sledimo onesnaževalcu, kateremukoli, ki bi lahko ogrožal našo dolino. Mislim, da so časi, ko se vse občine borimo za zdravo okolje in mislim, da je dialog in pa preglednost nad onesnaževalci, pa naj bo to lokalni izpuhi, naj bo to promet, na vseh področjih se bo potrebno angažirati in tudi, bom rekel, paziti vsak pred svojim pragom, poskrbeti za te stvari in zagotoviti ljudem zdravo okolje. Hvala za odgovor. Gospod Marinič, beseda je vaša. Okolje je tudi ena naša najbolj takih perečih vprašanj, se pravi, tukaj se bomo za to okolje borili. Preprečiti hočemo nadaljnjo degradacijo okolja, naprimer popolna odprava v 4 letih azbestnih materialov iz okolja na individualnih hišah, sanacija posledic umazane industrije, redno izvajanje preventivnih analiz okolja. Poskrbel bom za neodvisen in stalen nadzor nad kakovostjo zraka, zemlje in vode, načrtno in skrbno upravljanje naravnih virov v občini in preprečevanje anomalij. Jaz mislim, da tiska onesnažuje okolico, ne bi mogel plačati tudi občini, v proračun občine večje denarja, kot da sedaj plačuje. Hvala za odgovor. In še vam predajmo besedo, gospa Gerbec, izvolite. Ja, skrb za okolje, to bi morala biti glavna skrb strani države, strani občine, tudi strani vseh nas prebivalcev, ki na nekem območju živimo. Glede okolja imam jaz tudi konkretne predloge, ki jih bom uresničila, in sicer, če govorimo o sodelovanju oziroma o tem, da smo sogovorniki podjetju Salonit Anhovo, bom okrepila to delovno skupino, ki že zdaj deluje v Salonitu in je sestavljena iz predstavnikov krajevnih skupnosti Deskle, Anhovo, Kanal in civilne iniciative ter Salonita. Bom okrepila še strokovnjakom za okolje, ki bo zadolžen strani občine Kanal. Poleg tega sem se pa tudi kot občinska svetnica borila za to, da bi se ta odbor, delovno telo občinskega sveta, odbor za gospodarstvo, prostorsko planiranje in varstvo okolja, razdelil na 2 odbora, da bi en odbor skrbel samo za okolje. Dala sem tudi amandma na statut in je bil žal ta amandma na občinskem svetu zavrnjen. Tako da to so neke take tehnične rešitve, ki jih bom zagotovo uvedla. Hvala za odgovor. Po skladbi pa še na področje mladih ostanite v naši družbi. Dospeli smo do zadnjih minut do drugega iz niza soočenj županskih kandidatov. Danes smo v studiu gostili kandidate za občino Kanal ob Soči. Preostalo nam je še nekaj minut, ki jih bomo namenili mladinskemu področju. Nedavno ste v občini poskrbeli za aktivnosti starejših, tukaj misli na hišo dobre volje v Desklah. Kaj pa boste storili v korist mladim, s katerimi politikami jih boste usmerili, da bodo v občini videli priložnost za razvoj in da se ne bodo izseljevali iz občine? Kaj boste storili na področju dodane vrednosti, na področju izobraževanja? Pa začnimo kar pri vas, gospa Gerbec, izvolite k mikrofonu. Ja, tako je, da ohranimo mlade v občini, je v prvi vrsti potrebno zagotoviti delovna mesta. To je povezano tudi z razvojem gospodarstva in z razvojem turizma, pa tudi kmetijstva, ker so številne priložnosti za to, da se lahko mladi zaposlijo, da najdejo zaposlitev ali pa da stopijo na neko samostojno pot. Poleg tega so za mlade problem tudi stanovanja, ne. Tukaj na tem področju bi bilo potrebno tudi strani občine uvesti neke ukrepe, s katerimi bi pritegnili mlade, da ostanejo v naši občini, da se ne selijo drugam, recimo po vzoru občine Brda, subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite. To bi bil lahko eden izmed ukrepov. Ali pa recimo oprostitev komunalnega prispevka za mlade, ki želijo graditi v naši občini. Kar se tiče pa izobraževanja, občina namenja veliko sredstev za šolstvo, to je treba nadaljevati, hkrati pa tudi uvajati kakšne nove ukrepe, morda skozi evropska sredstva. Hvala za odgovor. Nadaljujemo z vami, gospod Mafi, izvolite. No, pomoč se začne že ob rojstvu z enkratnim prispevkom novorojencu 400 evrov, potem nadaljujemo z raznimi subvencijami dodatnimi pri prevozih otrok v šole. Zdaj bomo uvedli še za tiste, ki so nastanjeni v domovih.
dijaških domovih. Jaz mislim, da je s cenami vrtcev, s cenami komunalnih storitev lahko občina prijazna za mlade, da potem pri nas ostanejo. Pri komunalnem prispevku smo že do zdaj pazili, da kdorkoli se je odločil za gradnjo v naši občini, smo upoštevali vse bivša vlaganja in ponovadi zelo znižali tudi komunalni prispevek. Začeli smo z projektom Erasmus Aktivni mladi, kjer bi radi mlade spodbudili, da se tudi na, bi rekel, političnem področju malo več angažirajo in da se te barijere med starimi politiki in mladimi politiki čim bolj zmanjšajo in da pridejo dobre ideje tudi z njihove strani. Z enkratnimi denarnimi pomočmi, s štipendijami za deficitarne poklice, z promocijo poklicev in vsem tem poskušamo biti prijazna občina in pač ohraniti. Se pa dobro zavedamo, da je odseljevanje en hud problem v naši občini. Hvala za odgovor in še vam predajamo besedo, gospod Marinič. Ja, hvala lepa. Največji problem naše občine je prav to odseljevanje mladega kadra, zato smo mi zbrali dober tim izobraženih strokovnjakov na vseh področjih, ki bi te trend odseljevanja mladih zaustavil. Ne? Na kakšen način? S tem, da bi spodbujali pri pridobivanju raznih papirjev pri gradnih stanovanj, zagotovili stanovanja tem ljudem, zaposlitev v turizmu in kmetijstvu. Na občini že poteka zdaj sodelovanje pri sestavljanju strategije za mlade, se pravi projekt Erasmus. Rad bi tudi uvedel te ljudi, se pravi spodbudil te ljudi, da bi prišli na občino in da bi tudi v občinskem svetu predstavili svoje poglede in svoja mnenja in s tem pripomorili k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju v naši občini. Hvala za odgovore, tudi za vse vaše poglede na področja občine. S tem smo prišli do zadnjih minut današnjega soočenja. Še nekaj minut imamo pa za vaše zaključne misli, pa začnimo kar pri vas, gospod Mafi, izvolite. No, jaz bi samo res rad pozval ljudi, pojdimo na volišča. Ta volilna abstinenca me moti. Pojdimo, to so lokalne volitve, izberimo ljudi, za katere vemo, poznamo, kaj so naredili, kje lahko še kaj dodajo in mislim, da je ravno volilna udeležba tista, ki bo dala najbolj realno sliko, kdo bo naprej vodil občino. Pred nami so številni izzivi, tudi izkušnje iz preteklosti, mislim, da so tiste, ki mi dajejo tudi pogum in optimizem, da se da še marsikaj izboljšati. Pojavljajo se novi projekti, nove metode, nepokoriščen evropski denar, kjer pričakujemo od 4 regijskih razvojnih agencij, ki delujejo na območju 13 občin, da nam bodo pomagale pri tem. Največkrat se zgodi, da je denar za projekt, ki ga občina ne rabi, ali pa je recimo pri vodovodih za 10.000 prebivalcev evropska sredstva, se pravi, da smo male občine vedno tepene. Jaz se bom še vedno boril, da bo komunikacija med ministrstvi in med županom na takem nivoju, da bojo informacije prihajale z prve roke. Vidimo na državnih cestah, koliko let smo rabili, da smo prepričali državo, kaj je potrebno narediti in zdaj moram reči, da je kar nekoliko tudi državna infrastruktura izboljšana. Čaka nas pa predvsem zdaj na cestah še veliko in pa na vodovodih smo že, zdaj so še 3 kraji, Ročin, Kambreško in Gorenje polje, ki jih moramo urediti in potem je vodooskrba, smo samooskrbni in dejansko, kot piše v ustavi, voda je naša in mi skrbimo za njo in naši občani pijejo svojo vodo, nismo odvisni od nobene, niti globalne, niti lokalne interesne skupine, ampak z lastnim režijskim obratom skrbimo za čim ugodnejše komunalne, bi rekel, cene za naše občane. Dobro. Gospod Marinič, izvolite še vi besedo. Ja, hvala lepa za besedo. Jaz bi podal samo par istočnic. Statistični podatki uspešnosti občin v vseh parametrih nas uvršča na 210. mesto v Sloveniji od 212. Se pravi, za nami so samo še Hodoš in Osilnica. Zato želim, da bi kot župan to mesto hotel to občino postaviti malo više. Izkoristil bi pa še to priliko, da bi pozval drage občanke in občane, predvsem te ljudi, mlajše, ki ne hodijo na volitve, da pridejo 18. novembra na volitve in izrazite mojo podporo. Se pravi, vi odločate, mi sprejemamo odgovornost. Hvala lepa. Hvala. Izvolite še vi, gospa Gerbec,
zaključno misel. Ja, najlepša hvala vam za povabilo v studio. Strinjam se z gospodom županom, vabim ljudi, da pridijo na volitve. Moj slogan se glasi priložnost za novo prihodnost. Volivci imajo zdaj zopet po 4 letih priložnost, da naredijo analizo stanja za nazaj in da se zamislijo za naprej in da se izberijo svojo vodjo za naslednjih 4 leta. Sama lahko rečem, da sem v tem 4-letnem mandatu v občinskem svetu pridobila številna znanja, številne izkušnje in menim, da se lahko resnično naredi več za našo občino. Hkrati imamo pa tudi za sabo ekipo, ne nazadnje me podpira kar nekaj političnih strank, kjer imamo dostop tudi do različnih ministrstev. Poznam tudi druge inštitucije v regiji, poznam, kako si potrebno pridobivati evropska sredstva in vse to je pomembno za razvoj občine. Jaz se čutim, da imam znanja, imam izkušnje in imam željo popeljati občino na boljšo pot, tako da resnično vabim vseh, da grejo na volitve. Hvala tudi za vašo zaključno misel. Vsem trem se iskreno zahvaljujem, da ste bili danes naši gostje v studiu. S tem zaključujemo današnje soočenje kandidatov za župana občine Kanal ob Soči. Soočenje si lahko gledate na naši spletni strani robin.si. Jutri pa boste na svoj račun prišli Vipavci ob isti uri. Ne zamudite. Z vami sem bila Erika Koncut in vam želim prijeten preostanek dneva v družbi Radia Robin, seveda. Lokalne volitve 2018.